čas za 300 kosmatih. Mimogrede, zadnjič sem slišal, da je ta kletvica posledica številčnosti populacije kosmatincev pri nas pred desetletji. Se pravi, da bi jo bilo treba malo prilagoditi aktualnim razmeram po zadnjih podatkih, ne vem, Jurija Kosmatih ali kaj podobnega, ampak da ne bo tega morda kdo vzel za provokacijo, nadaljujeva. Ja, pustimo kletvice kar v originalih. Medved je torej prestal v našem tokratnem antikvizu drugič, enkrat že leta 2019, in če ste stalen poslušalec, poslušalka, lahko dva podatka tako izločite. Ja. Pravila poznamo, 5 podatkov, 4 držijo, 1 ne, iščemo pa kot vedno izmišljotino. 01 475 2202, tole so torej podatki o medvedih. Listen very carefully, I shall say this only once. Prvi pravi, ko je Lord Byron študiral na Trinity College v Dublinu, mu niso dovolili pripeljati psa, ker je to prepovedoval pravilnik. Byron si je zato pripeljal medveda. Podatek številka 2, zgodbo o Teddy Bearu in Theodorju Rooseveltu, ki je igrači dal ime, pozna skoraj vsak ameriški šolar. Redko kdo pa ve, da je ameriški predsednik Roosevelt v Beli hiši dejansko imel 5 pravih medvedov. Ja. Medved Vojtek, počinu desetnik, se je kot uraden član poljske vojske med drugo svetovno vojno v bitki pri Monte Cassinu boril. Kolegi vojaki so ga med drugim naučili tudi salutirati. 4. podatek, sin nekdanjega ministra v Azerbajdžanu si je pred nekaj leti v restavraciji zaželel zase in za svoje pivske kolege kebab iz plešočega medveda. Lastnik lokala je postavil ceno 1 milijon evrov, da bi odvrnil goste od namere, ti pa so dejansko plačali 1 milijon evrov za medvedov kebab. In še 5. zadnji podatek, ker se zaradi klimatskih sprememb njihov prostor krči, svoj prostor in partnerje za parjenje polarni medvedi iščejo tudi bolj na jugu, grizliji pa na severu. Pizliji so tako mešanica severnoameriških grizlijev in polarnega medveda. 01 475 2202, kateri od podatkov ne drži. Ja, 01 475 2202, naša telefonska številka, na kateri nas dobite in ki jo ima Primož na prvem mestu med stalnimi ciframi. Primož, pozdravljeni. Dobro jutro. A smo v vašem imeniku? Med priljubljenimi. Ja, med favorici, ja. Dobro, upam, da tam tudi ostanemo, Primož. Ker sem to hiter, bi drugega pa tretjega še enkrat prosil. Ja, zgodba o Teddy Bearu pa Theodorju Rooseveltu poznamo, ne? Kako je dobil medvedek ime, ta plišasti. Redko kdo pa ve, da je ameriški predsednik Roosevelt v Beli hiši dejansko imel 5 pravih medvedov, ta je drugi podatek. In še medved Vojtek, to je bil pa med drugo svetovno vojno član poljske vojske, celo desetnik, sodeloval je v bitki pri Monte Cassinu in med drugim so ga naučili kolegi vojaki tudi salutirati. Torej, medved Vojtek. To je. Dajmo reči prvi, no. Niste slišali za Lorda Byrona, ki je bil seveda britanski romantični pesnik, ampak velja tudi za enega, poleg tega, da je eden najboljših britanskih lirikov nasploh, je bil tudi politik in pripadnik noblese, pa zelo ekscentričen možak, poln škandalov in afer, tudi zaradi svojih incestnih razmerij, zaradi katerih se je potem odselil iz Anglije in živel nato še v Švici, Italiji, umrl v Grčiji. Danes pa se po njem imenuje del predmestja Aten. No, del njegovega ekscentričnega karakterja je bila pa tudi brezmejna navezanost na živali. Ja, posebej Novofundlandca, Boatswaina. No in ko smo, oziroma zdaj smo pa že pri medvedu, samo hotel sem reči, da tako si lepo začela. Primož, kaj niste slišali in potem cela biografija podatkov, ki jih po mojem tudi njegovi potomci ne vejo.
Ne, zmotil me je to, da je bil prepovedan pes. Zato sem se odločil. Ja, se v tem je kleč, kot se pravi. Ne. Pridemo tudi do tja. Med študijem na Trinity Collegeu v Cambridgeu je predpis prepovedoval, da bi Byron tam lahko imel psa, ne, ali kdorkoli. Ja, tega svojega novofundlanca, ki ga je imel zelo, zelo rad. Ja, celo na nagrobnik si je dal zapis, ki ga omenja. Ne. In kaj je naredil? Za nalašč si je omislil nekaj drugega in je pripeljal medveda, ker ta uradno pa ni bil prepovedan. Ne. Pač nihče ni pomislil, da lahko nekdo je tak ekscentrik, da pripelje na mesto psa medveda. Ne. Še več, medveda je potem celo predlagal za članstvo v bratovščini fakultete, je pa Byron nasploh imel poseben odnos do živali. Pri njem so potem v stanovanju živele lisice, pa opice, orel, krokar, morski prašički, pav, jazbec, pa verjetno še kaj drugega. Razen konjev, ki jih je tudi imel rad, ampak teh ni imel v stanovanju. Na srečo. Primož. Ja, neč 31 se bom sigurno tega izločil. Zmenjeno. Lepo zdrav, uspešen teden. Lep teden naprej. Enako. Dio. Milica, dobro jutro, dober dan. Dober dan. Dober dan. Ja, jaz bom kar ustrelila, no. Pa ne medveda, ne? Jaz bi pa rekla, da je pa tretji. Niste medveda in dobro, tudi kozla niste. Čeprav podatek drži. Podatek drži, ja. Ja. Tako da je... Ja, Vojtek je bil oziroma se je rodil kot sirski rjavi medved, relativno malo številna podvrsta rjavega medveda na Bližnjem vzhodu. Rodil se je nekje na zahodu Irana 1942 in kot mladiča so ga prodajali na železniški postaji v Hamadanu, kjer so ga pa tam kupili poljski vojaki. Šlo je za poljske zapornike, ki so jih ob napadu Tretjega rajha na Sovjetsko zvezo izpustili iz sovjetskih zaporov in ki so pozneje tvorili ta drugi korpus poljske vojske v drugi svetovni vojni. In tega Vojteka, ki so ga kupili, torej medveda, je bilo nekako treba spraviti na vlak za Evropo in to so najlažje naredili tako, da so ga na seznam upisali kot vojaka in pozneje je celo napredoval do desetnika. Ja, Vojtek je tako postal član, kot smo rekli, drugega korpusa poljske vojske, s katerim je šel v Italijo in med drugim sodeloval v bitki za Monte Cassino leta 1944. V bistvu je to bitka za Rim, ne, v kateri so pomembno vlogo odigrali prav Poljaki. Vojteka so uporabljali predvsem za premikanje zabojnikov s strelivom, postal je pa tudi glavna maskota med obiski zavezniških generalov, med drugim so ga prav zato naučili tudi salutirati. Ja, skratka, bil je legenda in je še legenda. Sem pred časom vprašal tudi poljsko kolegico, če je kdaj slišala za Vojteka je in ja, seveda je slišala. Ja, so ga pa potem, ima ta zgodba lep epilog, so ga častno odpustili iz poljske vojske in ga poslali v živalski vrt v Edinburgh na Škotskem, kjer je potem umrl mirne smrti leta 1963. Milica. No, se pa lepo starost dočakal, ne? Ja, 20 človeških. Ja, glede na to, da se je boril, ja. Ja, to, ne? Ja, krasen, lepa zgodba, res, ja. Ja, Milica, hvala vam za klic, pa enako. Še kdaj. Ja, pa lep teden. Valja. Nasvidenje. Miha, dobro jutro, dober dan. Dobro jutro, dober dan. Torej, imamo še tedibera, imamo še azerbajdžanski kebab in imamo pizlije. Dajmo tega s kebabom. Zelo dobra odločitev. Ste lačni. Sploh ne medvedega kebaba, ne? Ja, prav imate podatek, ne drži oziroma ne vemo, ali drži. Zgodba je sicer obstajala, ampak jo je sodišče celo zavrnilo, tako da imamo odločbo, recimo temu. Ajda? Ja, gre pa približno takole, da je leta 2010 Anar Mamadov, sin zelo vplivnega pomembneža, multimilionarja in nekaj časa celo ministra za transport,
azerbajdžanskega, s kolegi torej vstopil v hotelsko restauracijo, nekaj časa naj bi tam popivali, potem pa so se spravili na plešočega medveda, maskoto hotela oziroma restauracije Gabali. Mamadov je natakarju na to naročil, da želijo pojesti tega plešočega medveda, naj ga ubijajo in iz njega naredijo kebab. In natakar naj bi se šel šokiran potem posvetovati svojim šefom, ki mu je naročil, naj gre in reče, da medveda ne dajo za manj kot 1 milijon evrov in seveda s tem upal, da bo pijano družbo odvrnil od namere, ampak. Ja, ampak ne da bi trznil, je bojda, tako je šla zgodba, ne, Mamadov, katerega družina je bila sicer težka več 100 milijonov, samo pokimal in medved naj bi končal, kakor naj bi končal, ampak zgodba se je tu šele dobro začela. Sicer kontroverzni Mamadov je potem v medijih nastopil in rekel, da gre za čiste izmišljotine in časopise, ki so to objavili, tožil, bilo jih je pa več, ne. To se je potem vleklo po sodiščih več kot 5 let, no na koncu so pa ti časopisi se morali opravičiti za objave in celo plačati odškodnine nekaj 1000 evrov. Skratka, po odločbi sodišča, ki je odločilo, da je ta zgodba izmišljena, je pa nenavadna. Tako, Miha, čestitke. Miha je šokiran, ali nam je pa celo všel, ampak bo poklical še enkrat pa pustil. Nisem všel, konec sem se mutiral. Procesirate podatek. Hvala za klic, ne, pustite podatke pri našem Jerneju v žiriji, pa tako, vam pošljemo midva pa nagrado. na kratko še. Tako kot znava, ja, na kratko. Hvala lepa, lep teden. Enako. Miha. Theodore Roosevelt, Ja. 26. predsednik. Z istim vzdevkom kot jaz, Teddy, ne. Tako. Zato se je Tadej potrudil in je še posebej na kratko razložil ta podatek. Bova preskočila. Torej, bil je prvi ameriški prejemnik tudi Nobelove nagrade za mir 1906 za svoje prizadevanja pri pogajanjih v rusko-japonski vojni. Sicer republikanec in ga ne smemo zamenjati s tistim demokratičnim Franklinom Delano Rooseveltom, ki je bil predsednik pred in med drugo svetovno vojno. Ja, zgodbico o medvedu poznamo, ne. Peljali so ga leto po inauguraciji na lov v zvezno državo Mississippi. Ni mu šlo najbolje in ker se ni spodobilo, da predsednik ne bi uplenil česarkoli, ne, so mu nastavili starega medveda in ga privezali za drvo, da bi pač nekaj ujel, ne, in Teddy je to zavrnil in odkimal, da je nešportno, je pa naročil vseeno, naj potem nekdo starega in bolnega medveda usmrti. Potem je to postala karikatura v časopisih, videl jo je nek proizvajalec igrač in dobil idejo, da bi naredil plišasto igračko medvedka in da bi mu dal ime po Theodorju Rooseveltu Teddy Bear. No, in tako je postal Teddy Bear, ena najbolj znanih igrač na svetu. Ja. Zdaj pa res kot govoru, to lahko pa ti, Ajda. No, Roosevelt je bil nasploh ljubitelj živali in skoraj tradicija je, da imajo predsedniki v Beli hiši psa. Trump je v bistvu prvi predsednik po Rooseveltu, ki v Beli hiši nima hišnega ljubljenčka, no ni pa običajno, da imajo torej predsedniki v Beli hiši kar svoj mini živalski vrt. Roosevelt pa je sabo pripeljal tako Theodore. 8 konj, 5 psov, 2 mački, kačo, 5 morskih prašičkov, 2 kenguruja, veverico podgano, 2 papagaja, enonogega petelina, kokoš in tako naprej. Da ne naštevaš preveč, čeprav si že, ja. No in po teh skoraj, bi rekli, lahko domačih živalih je Bela hiša takrat gostila tudi leva, hijeno, kojota, zebro, rakuna in 5 medvedov. Ne vem, kam so to vse spravili. Da ne bo preveč. Ja, in o enem od njih, o medvedu, obstaja celo podatek. Jonathan Edwards je bil to po enem od ženinih prednikov, ki je imel ime Jonathan Edwards, tako kot svetovni rekorder v troskoku. Ja, tako. Pa še pizli, na kratko. Relativno nov izraz, kombinacija torej besed polarni in grizli, 2 vrst medveda. Znanstveniki so namreč ugotovili, da so se začeli pojavljati primeri tako imenovanih
hibridov. Ja. O čemer je nekoč na Valu 202 razlagal dr. Andrew DeRocher z Univerze Alberta v Kanadi. Polarne medvede preučuje že več kot 40 let, eden vodilnih strokovnjakov zanje. No in takrat je govoril tudi o pizlih, torej medvedih, ki se pač parijo med sabo, torej polarni medvedi in grizliji. In če koga to nekoliko bolj zanima kot to, kar sva povedala ravno kar, dr. Andrew DeRocher je bil tudi gost pred nekaj leti, nedeljski gost, tako da ga še vedno najdete V arhivu. tako. Hvala za sodelovanje v tokratnem medvedjem antikvizu, se slišimo prihodnji teden.